Pozdravljeni! Ob svetovnem dnevu učiteljev je aktiv ravnateljev občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž že 11. zapored pripravil svečanost, na kateri so podelili priznanja, plakete in nagrado, poimenovano po slovenskem pedagogu, rojaku doma iz Središča ob Dravi, doktorju Karlu Osvaldu. In tako obeležili dolgoleten trud zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Zbrane na slovesnosti, ki je potekala v Ormoškem domu kulture, je najprej pozdravil predsednik aktiva ravnateljev Aleksander Šterman, ravnatelj osnovne šole Ormož, ki je spregovoril o dejstvu, da je poučevanje otrok danes precej drugačno kot včasih. Danes govorimo že o 4. industrijski revoluciji, v kateri se združujejo fizični, digitalni in biološki sistemi. Internet, umetna inteligenca, navidezna resničnost, velike količine podatkov v oblaku, industrijski roboti, droni, avtonomna vozila, genetika, ki omogoča spreminjanje ali ustvarjanje živih organizmov, nanotehnologija, e-poslovanje, digitalno bančništvo, kriptovalute, blockchain tehnologije in tako naprej, prinašajo s produktivnostjo nova delovna mesta, vedno boljše zdravstvene rešitve in hkrati tudi izzive pri zagotavljanju zasebnosti in varnosti. Potrebo po prekvalifikaciji delovne sile, etična vprašanja, povezana z biotehnologijo in umetno inteligenco. V času nenehnih sprememb, tehnoloških inovacij in globalnih izzivov smo priča dinamičnim premikom načinu, kako se učimo, kako poučujemo in razmišljamo o šolstvu. Medtem, ko so nekateri tradicionalni pristopi še vedno učinkoviti, se moramo zavedati, da so potrebe sodobnega učenca bistveno drugačne kot kadarkoli prej. Digitalna doba je prinesla priložnosti in izzive, s katerimi se naši predniki niso srečevali. Ob vseh teh dejstvih ugotavljam, da si v slovenski družbi še vedno nismo enotni, katera je tista pot, ki vodi v prihodnost. Nujno potrebujemo družbeni dogovor, kaj so prioritete družbe in na katerih temeljih bomo gradili šolski sistem prihodnosti. Ta bi bil v času, ko spreminjamo zakon o osnovni šoli in učne načrte nujno potreben. Vedno večje pomanjkanje usposobljenih pedagoških in drugih podpornih kadrov, v družbi razvrednoteni poklic učitelja in slabo finančno nagrajen tehnični kader so samo nekatera dejstva, ki kažejo, da trenutno šolstvo v slovenskem prostoru ni dovolj cenjeno. Hkrati pa lahko vidimo, da dejansko sloni prihodnost naše družbe na šolskem sistemu. Danes se ne moremo več nanašati samo na dejstvo, da bomo učence manufakturno napolnili znanjem, ki bo zadoščalo za vse življenje. Namesto tega moramo vsakodnevno kreirati dinamično okolje, kjer bodo mladi ljudje postali vseživljenjski učenci, prilagodljivi in odprti za nove priložnosti in izzive. V prihodnosti bodo šole morda bolj kot kadarkoli prej potrebovale voditelje, inovatorje in mentorje, ki jih vidimo pred seboj, vas, spoštovani sodelavci, spoštovane učiteljice in spoštovani učitelji. Vaša vloga se s pojavom vedno večje digitalizacije ne bo zmanjšala, samo spremenila se bo. Vse bolj boste postajali usmerjevalci in spodbojevalci kritičnega razmišljanja, kreativnosti in sodelovanja. Pojav digitalne tehnologije in interneta je odprl nove možnosti poučevanja in učenja. Tehnologija omogoča bolj prilagojeno, interaktivno in sodelovalno učenje. Raziskave možganov so zadnjih desetletij prinesle nova spoznanja o tem, kako se ljudje najbolje učimo. Te ugotovitve pogosto kažejo, da aktivno in smiselno učenje prinaša bistveno boljše rezultate kot pasivno sprejemanje informacij. Šole moramo pripraviti učence ne samo na obstoječe poklice, ampak tudi na tiste, ki še ne obstajajo.
Zbrane je potem v imenu županov občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž pozdravil župan občine Ormož Danijel Vrhnjak, ki se je ravnateljem, učiteljem in vzgojiteljem zahvalil za vzpodbuden vpliv in mentorstva šolarjem, ki sooblikujejo tako kulturno kot družabno vzdušje v lokalnih okoljih. Predsednica komisije za priznanja znotraj aktiva ravnateljev Simona Meško, sicer ravnateljica vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ormož, pa je naznanila, da že število plaket, ki so jih letos podelili, dokazuje, da je delo učiteljev in vzgojiteljev neutrudljivo. Letos so podelili 20 priznanj dr. Karla Osvalda za 20 let dela v vzgoji in izobraževanju. 2 priznanji za 30 let dela, 3 priznanja za 40 let, 3 priznanja za 40 let dela in ob upokojitvi in kar 11 priznanj ob upokojitvi v letu 2023. Žal pa vseh že upokojenih ni bilo po priznanja. V nadaljevanju so podelili torej še 7 plaket dr. Karla Osvalda, ki jih komisija zaposlenim v vzgoji in izobraževanju podeljuje za izredne dosežke, tako na vzgojnem, izobraževalnem kot organizacijskem področju. Prejele so jih učiteljica razrednega pouka v osnovni šoli Ormož Irena Blagovič, vzgojiteljica v ormoškem vrtcu Nataša Grabovac, učiteljica v osnovni šoli Velika Nedelja Matejka Majcen, in Zdenka Miklošič, prav tako učiteljica v osnovni šoli Velika Nedelja. Lidija Mlinarič, učiteljica v osnovni šoli Miklavž pri Ormožu. Marjana Ozmec, učiteljica v osnovni šoli Ormož. In Natalija Pavšner, učiteljica v osnovni šoli Miklavž pri Ormožu. Najvišje priznanje, nagrado dr. Karla Osvalda za življenjsko delo, pa so letos podelili Kristini Hekić, učiteljici matematike in fizike v osnovni šoli Sveti Tomaž. Učiteljica Kristina Hekić se je upokojila z letošnjim septembrom in šteje za neutrudno mentorico generacijam šolarjev, ki so se izkazali na številnih tekmovanjih in za izvajanje številnih aktivnosti in obšolskih dejavnosti na šoli. Na koncu se je v imenu dobitnikov plaket, nagrade in priznanj aktivu zahvalila dobitnica plakete Lidija Mlinarič iz osnovne šole Miklavž pri Ormožu, ki je povedala: Verjamem, da mora biti vzgojitelj, učitelj čuten, pozitiven, navdihujoč, da mora delati s srcem, da mora čutiti naklonjenost do otrok, da slabega učenca povzdigne v dobrega in dobrega v odličnega, da mora biti radoveden in se nenehno biti pripravljen učiti, biti empatičen in znati učence usmerjati, poslušati, razumeti, da mora izzive videti kot priložnost za razvoj. V imenu vseh nagrajencev izrekam vsem učiteljskim zborom in ravnateljem naših šol zahvalo za prejete nagrade, plakete in priznanja. Hvala Zavodu za šolstvo in moja osebna zahvala gre svetovalki za razredni pouk doktorici Nini Novak, ki je vedno znova moja in naša sopotnica, usmerjevalka in strokovna podpora. Hvala lepa in lep večer.
Meseca maja so v Miklavžu pri Ormožu začeli težko pričakovano dozidavo in obnovo več kot 40-letja stare, dotrajane vrtčevske stavbe. Dela potekajo po načrtu in bodo najbrž zaključena še nekoliko pred rokom, torej pred junijem prihodnje leto. Malčki so trenutno nameščeni v šolski telovadnici. Že ta teden pa se selijo v prilagojen kulturni dom. Vrednost investicije znaša nekaj čez 1,5 milijon evrov. Rekonstrukcijo in prizidavo vrtca v Miklavžu pri Ormožu financira občina Ormož iz letošnjega in iz proračuna v letu 2024. Razpisi za državna oziroma evropska sredstva za takšne namene bodo predvidoma šele leta 2025-26. Širitev vrtca v Miklavžu pri Ormožu pa je nujna, saj sedanji prostori niso več ustrezali predpisanim normativom. V tem času zgradba novega vrtca že dobiva svojo končno podobo. Gradnja je v teku. Ja, poteka po načrtih, to se pravi celo nekoliko nad pričakovanji po zadnjih informacijah. Treba je povedati, da bi naj investicija bila zaključena in predana namenu po pogodbi konec junija 2024, vendar se nekje predvideva, da bi znalo 2-3 mesece prej se vse skupaj zaključiti. Treba je povedati, da je izvajalec, komunalno podjetje Ormož z vsemi podizvajalci, izredno ažurno, da dela potekajo neprestano, neprekinjeno, da je vse dobro organizirano. Res je, tudi vreme je bilo ugodno v tem obdobju, tako da lahko nestrpno že pričakujemo, kdaj bo ta tisti zaključni datum. Kaj boste pridobili z novim vrtcem? Koliko prostorov oziroma kaj vse bo v vrtcu v novi zgradbi? V bistvu sama investicija, bi lahko rekel, se sestoji iz 2 delov. Adaptacija starih prostorov vrtca in dozidava novih prostorov. V preteklih letih smo rabili vsako leto soglasje občine in ministrstva, ker smo imeli za prostore za igralnice vrtcev premajhne, niso ustrezali, premajhna kvadratura je bila, tako da bodo sedaj učilnice sodobne, dovolj velike. Poleg tega dobimo tudi, vrtec dobi večnamenski prostor za razne gibalne aktivnosti in podobne stvari, tega prej ni imel. Obnovljeni bosta tudi obe učilnice, ki sta bili že tradicionalno v prostorih vrtca. Velika pridobitev za kraj bo pa tudi lokalna knjižnica, ki se je nekje umestila v zgornje prostore. Poleg tega bo normalno tudi kuhinja, razdelilna in vsi spremljevalni prostori, ki so potrebni za nemoteno delovanje vrtca. Z novo gradnjo bo vrtec pridobil 300 kvadratnih metrov dodatnih prostorov, kar pomeni veliko več prostora, kljub temu, da si bodo stavbo delili z bodočo krajevno knjižnico. Vrtec v Miklavžu pri Ormožu deluje v okviru tamkajšnje osnovne šole, ki ima svojo šolsko podružnico in vrtec tudi na Kogu. Ja, trenutno imamo v vrtcu nekaj čez 70 otrok, treba povedati, da jih je nekaj čez 20, 23, 26 na Kogu, ostali so tukaj, tako da je pa potrebno povedati, da imamo že od leta 2014 pri Miklavžu tradicionalno 3 skupine, nekje na to projekcijo za naprej tudi je potem potekalo načrtovanje projekta, tako da verjamem, da bomo v prihodnjih letih napolnili vse igralnice in da bo veselo v igralnicah, in kar pa je tudi pogoj za nemoteno delovanje šole kot zavoda, ker zaradi pomanjkanja, bi lahko rekel, stanovanj v neposredni, bi rekel, bivalnih prostorov za mlade družine se marsikdo odseli, ampak jaz verjamem, da se bo v naslednjih letih to obrnilo in da bo potem večina jih ostala doma. Trenutno vrtec deluje v šolski telovadnici, že ta teden pa se bodo preselili v Miklavški dom kulture, kjer so v tem času urejali še primerno ogrevanje, primerno za malčke. Krajani, predvsem starši otrok v vrtcu, dodatne in na novo urejene prostore vrtca štejejo za veliko pridobitev, tako da potrpežljivo sprejemajo tudi trenutne pogoje za delovanje vrtca, pove predsednik krajevne skupnosti in dodaja.
Tako je, kot ste že uvodoma povedali, za sam kraj je to ena največjih pridobitev v krajevni skupnosti Miklavž, upam se trdite, kajti vrednost objekta 1,5 milijona evrov ni samo, bom rekel, mačji kašelj. Vemo dobro, da je občina pristopila brez enega razpisa, brez enih stvari, ki bi dobili od nekje drugje denar, kakor iz občine same, in upam, da bo to tudi finančno izpeljala, kot so že tudi povedali. Za sam kraj vrtec je bil res nuja, bomo rekli nujno potreben, saj ti vemo dobro, da ta vrtec, ki je bil stari, ni bil po vseh tistih pravilih, kot bi moral biti, ampak so ljudje v tem prostoru živeli in se imeli lepo in uživali. Sem pa prepričani, ko bo ta objekt narejen do konca, bom tudi rekel, da bodo zelo, zelo veseli, ne samo krajani, a najbolj pa tudi tisti najmlajši, ki bodo v njem prebivali. Kako sicer kaže demografska slika, bo torej vrtec poln sedaj, ko bo tako lep in nov? Ja, slika kaže zelo dobro, kajti bude poln in bude polno tudi otrokov not, kajti koliko vemo, bom rekel, so pridni krajani glede otrokov, tako da se sploh ne bojimo, da ne bi tih prostorov popolnili v tem vrtcu. Dela izvaja komunalno podjetje Ormož, ki je z deli pričelo maja letos. Gradnja poteka po terminskem planu, ki smo si ga zadali, tako da zaenkrat ni večjih problemov. Tisto, kar pa se pojavi, pa sproti rešujemo. No in kaj trenutno delate? Kakšna dela trenutno potekajo? Trenutno se izvajajo grobe strojne pa elektroinštalacije znotraj objekta. V konec tedna se bo nadaljevala streha. Imamo že tukaj material za fasado, tako da bomo probali izkoristiti to lepo vreme oktobra, koliko bo, da od zunaj naredimo čim več, da za zimo ostane potem za noter. Torej, notranje prostore boste tudi vi urejali, vaše podjetje? Tako, v kompletu, tudi oprema gre preko nas, dejansko bo kompletno zaključeno. Ste zadovoljni z suportom krajevne skupnosti oziroma s podporo? Ja, tukaj nimam kaj reči, tisto, kar rabimo, nam krajevna skupnost gre nasproti, se z njimi dogovarjamo, tako da tukaj ni nobene težave. Z ureditvijo vrtčevske zgradbe v Miklavžu pri Ormožu bodo tako vsi vrtci v občini Ormož sodobno urejeni. Kot je bilo povedano, bo nov vrtec v Miklavžu imel 3 igralnice s izhodi na pokrite zunanje terase. Vse potrebne spremljevalne prostore in skupni večnamenski prostor, ki pa ga bodo v primeru povečanega vpisa otrok lahko preuredili v dodatno igralnico. V preurejeno nadstropje stare vrtčevske zgradbe, kjer bo tudi nova krajevna knjižnica, pa se bosta vrnili tudi 2 šolski učilnici. Minuli petek so v Centru starejših občanov Ormož pripravili tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni. Letos je bila to že 22. prireditev po vrsti. Sončno popoldne je tako na dvorišče doma zvabilo stanovalce, zaposlene in številne obiskovalce. Dogodek Pozdrav jeseni že 22 let velja za osrednjo prireditev, ki jo v Centru starejših občanov Ormož pripravljajo za stanovalce, njihove sorodnike in predstavnike številnih institucij v občini. Med obiskovalci so tako bili tudi župani občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Danijel Vrbnjak, Toni Jelovica in Mirko Cvetko. Nekdanji direktor Centra starejših občanov Ormož, dr. Bojan Burgar, direktorji raznih javnih zavodov. Stanovalci doma pa so se seveda najbolj razveselili sorodnikov in prijateljev, ki so se ob tej priložnosti poveselili z njimi. Kot običajno so za uvod v srečanje pripravili kulturni program. In najprej je zapel domski ženski pevski zbor, sestavljen iz zaposlenih pod vodstvom Leona Laha. I z teboj obstane czas.
Potem je zbrane pozdravila direktorica Janja Jurkovič, ki je med drugim povedala. V oktobru praznujemo Mednarodni dan starejših, zato tudi naša prireditev v tem mesecu. Se pa letos pridružujemo roza oktobru in zato roza preobleke na naših drevesih. Rožnati oktober je mesec boja proti raku dojk, mesec ozaveščanja. Včasih nas droben trenutek pripelje k novemu spoznanju, novi situaciji ali pa nas posebej poveže. Tako so nas družile pozitivne misli na vse, ki se borijo in verjamemo vanje. Naši stanovalci so v delavnici izdelali osnove, stanovalke pridno navijale, zaposleni in drugi donatorji pa prijazno prinašali volno. Verjamemo, da nas takšne stvari še bolj povežejo in smo skupaj še močnejši v mislih na tiste, ki bijejo bitko in verjamemo v njihovo zmago. V preteklem letu se je veliko dogajalo. Predvsem nas veseli misel na urejanje dolgotrajne oskrbe. Čeprav še zdaleč ni vse dorečeno in zapisano, je pomembno, da se vsaj pogovarjamo o rešitvah in iščemo načine za ureditev tega področja. Veseli smo tudi vseh pridobitev na lokalni ravni, saj razvoj okolja tudi za nas pomeni korak naprej. Posebej pa smo ponosni na vse dosežke v našem domu. Z veseljem vas povabimo na sprehod v naš novi park, ki ga je ob zahodnem delu zgradbe uredila občina Ormož. Pomembno je, da park služi svojemu namenu in zagotavljamo vam, da prav vsak dan v tednu ima obiskovalce. Predvsem je namenjen stanovalcem z boleznijo demence, ki bivajo tik ob parku in smo jim z dodatno zunanjo površino zagotovili veliko več možnosti za preživljanje časa v naravi. Park je bil urejen v sklopu projekta LAS, znotraj katerega smo izvedli tudi številne obiske starostnikov na domu, dodatno izobraževali zaposlene in širšo javnost ter obogatili obstoječe dejavnosti. V tem letu smo tudi uredili dolgoletno težavo z odvodnjavanjem, tako da upamo, da nam tudi večji nalivi zdaj ne povzročijo poplav. Pred kratkim smo s pomočjo donacije uredili ograjo ob Grošljevi vili, sprotno pa skrbimo za vsa ostala vlaganja, ki so potrebna. Veseli nas, da imamo podporo županov vseh treh občin, za kar se jim iskreno zahvaljujemo, hkrati pa si želimo, da dobro sodelujemo tudi v prihodnje. Skupaj z občino in zdravstvenim domom Ormož smo izoblikovali celostno podobo bližnje okolice in upamo na potrditev prostorskega akta, ki bi omogočil tudi širitev prostorov našega doma, enkrat v prihodnosti. Izdelani so načrti, ki bi omogočili boljše bivalne pogoje in upamo, da se vsaj kaj od zadanega realizira. Prav današnja prireditev pa je priložnost, da se zahvalimo tudi vsem zaposlenim. Tistim, ki se vsakodnevno trudijo in z veliko empatije skrbijo za naše stanovalce in uporabnike pomoči na domu ter odjemalce kosil. Hvala vam za vašo potrpežljivost, angažiranost, strokovnost in trud. Vzemite svojo službo kot poslanstvo, ki naj vas izpopolnjuje in osrečuje. Hvala tudi vam, dragi stanovalci, za vse lepe besede, nasmehe ter modre nasvete in zgodbe, ki jih delite z nami. Vi ste tisti, zaradi katerih se vsi radi vračamo dan za dnem v naš dom. Zahvala svojcem in vsem prijateljem naših stanovalcev, ki nas razveseljujete s prijazno besedo, hvaležnostjo in tudi z današnjim obiskom. Obenem pa prijazno vabljeni tisti, ki bi si želeli postati prostovoljci in preživeti kakšno uro svojega prostega časa na sprehodu s kakšnim izmed naših stanovalcev, z njimi igrati družabne igre ali se zgolj pogovarjati in poslušati. V imenu županov občin soustanoviteljic občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je zbrane pozdravil tudi župan občine Ormož. Spoštovani zbrani, en lep pozdrav tudi v imenu vseh nas treh županov ob res prijetnem, sončnem jesenskem vremenu.
Izredno smo veseli tudi mi, da smo se danes zbrali tukaj v takšnem številu. Župani sigurno lahko povemo, da vedno, ko pridemo vsem k domu starejših občanov, ko se nekako podružimo z vsemi, ki tukaj bivate, ki ste tukaj zaposleni, so vedno sprejeti res za eno veliko dobrodošlico, za eno veliko toplino in res se čuti eno pozitivno življenje v tem delu našega prelepega mesta Ormož. Jesen je prav poseben čas. To je čas, ko narava obarva s prav prijetnimi barvami našo destinacijo. Je čas, ko se dogajajo trgatve, ko klopotajo klopoci, ko se spravljajo takšne in drugi pridelki. In to je tudi čas, ko se zberemo vsi skupaj tukaj, pred domom starejših občanov. Zato vam iskreno čestitam in se res iskreno zahvaljujem, da vztrajate že 22. leto na tem, da se tukaj družimo. Konec koncev vedno poudarjamo eno, vse investicije ne bi bile imele pomena, vkolikor se ne bi ljudje družili, vkolikor ne bi ljudje v tem videli nekaj pozitivnega in to je tisto, kar nas naj tudi naprej združuje. V kulturnem programu v nadaljevanju je nastopila dramska sekcija Društva upokojencev Ivanjkovci pod vodstvom Marije Kendl, ki so na smešen način prikazali potek dela v Goricah. Ob delu in pesmi in petju pa nagovarjali Štefeka, naj si končno le najde ženo. A ta, kot je bilo videti, ni bil zadovoljen z nobeno. Potem je nekaj štajerskih plesov odplesala folklorna skupina Kulturnega društva Obrež pod vodstvom Silve Marčec. Sledila je zahvala predsednika sveta stanovalcev doma. Ob našem današnjem prazniku mi dovolite, da se v imenu vseh stanovalcev za vsem zahvalim za vse prijazne besede, tople nasmehe, veliko in malo dejanja, ki nam stanovalcem lepšajo in bogatijo jesen našega življenja. V upanju, da boste z nami preživeli prijetno popoldne, vas lepo pozdravljam in vam želim prijetno druženje. Najlepša hvala za posluh. Dogodek so z recitacijami zaključile recitatorke sedmošolka osnovne šole Ormož Neža Horvat ter stanovalki doma Gabriela Kuhar ter Lea Rajšp. Z izbranimi besedami pa seveda tudi moderatorka Mateja Hržič, ki prireditev povezuje že vrsto let. Po uradnem delu je sledila bogata pogostitev iz domske kuhinje in srečolov z nagradami, ki so jih prispevali številni velikodušni donatorji. Sedaj pa k športu. Rokometaši v prvi B ligi so odigrali tekme 5. kroga. Naš predstavnik, Velika Nedelja, je na domačem terenu težje, kot kaže končen rezultat 28-23, premagal primorskega predstavnika iz Hrpelj. Ekipe v prvi B ligi so odigrale tekme 5. kroga, kjer so bili doseženi večinoma pričakovani rezultati. Pomembno tekmo so odigrali rokometaši Velike Nedelje, ki so gostili hrpeljski Jadran, direktnega konkurenta v boju za obstanek v ligi. Domači ekipi sta se pridružila Peter Zorec in Enej Kovačec, kar je ekipi dalo veter v jadra. Takšen je bil tudi začetek tekme. Gostitelji so za fantastično igro odpihnili goste in v 17. minuti povedli z 8 goli prednosti, 12-4. Pogled na semafor je za domačine izgledal odlično, vendar se je v zraku čutilo, da kljub visoki prednosti pot do zmage ne bo lahka. Vzrok temu je bila poškodba Kovačca v 7. minuti, ko je po plavzu domače publike moral zapustiti igrišče. Igra Velike Nedelje je padala iz minute v minuto, napad je bil brez pravih idej, tehnične napake so se kar vrstile, slednje so z lahkimi goli iz protinapadov kaznovali Hrpeljci. Poleg vsega naštetega so se velikonedeljski biki privoščili kar nekaj nepotrebnih izključitev. Primorci so do odmora svoj zaostanek prepolovili z 8 na le 4 zadetke. Polčas Velika Nedelja, Jadran Hrpelje 17-13. Zdaj so bolje polčas pričeli gostje in v 37. minuti je lepo polna dvorana, zbralo se je preko 200 gledalcev, obnemela.
Jadran je po 10-minutnem postu nasprotnika brez doseženega zadetka izid izenačil na 17. Serijo 6-0 nasprotnika so v domačem taboru prekinili za minuto odmora. Mlada ekipa iz Prlekije se je v prvi vrsti umirila, nepotrebne napake v napadu so se zaključile, obramba je znova postala čvrsta, na golu je nekaj pomembnih obramb dodal Toni Matošević. Žan Toplak, Luka Odet-Kalčec in Blaž Majhen so zadeli 3-krat zapored hrpeljsko mrežo za ponovno vodstvo 20-17. Zbudila se je tudi dvorana, ki je glasno spodbujala svojo mlado ekipo in tehnica se je ponovno popolnoma prevesila na stran domači. V 53. minuti je bil izid 24-18 za Bike, ki so nato kljub svoji mladosti rutinirano tekmo pripeljali do srečnega konca. Tik ob koncu je prednost Velike nedelje že znašala tudi 7 zadetkov, 28-21. Marko Kralj, kapetan Velike nedelje, za nami je ena težka tekma, vedeli smo, da bo težka tekma, namreč tekma za obstanek v ligi proti hrpeljskemu Jadranu. Ja, mislim, da je to do zdaj druga najpomembnejša tekma po tistem derbiju z Gorišnico. Smo to tekmo danes skoraj mogli dobiti, če ćemo obstati letos v ligi. Vzeli smo 2 pomembni piki, morate to teštejati celo dvojno, pa mislim, da smo pokazali, da je tudi lahko. Začetek tekme je bil fantastičen, visoka prednost, morda pa je vseeno v ozadju bila tista huda poškodba znova Eneja Kovačica. Ja, začeli smo izjemno, povedali za 8 golov, Enej se je poškodil, upam, da je vse v redu z njim, ampak ziher je v podzavesti nekaj, ta poškodba bila malo od zadaj, malo smo popustili in so se nam enostavno približali do polcajta. No. Potem so nas celo ujeli, na začetku drugega polčasa 17-17, na koncu pa smo z borbeno predstavo, tudi po zaslugi velikonedeljske publike, spreobrnili po te tekme in na koncu zasluženo zmagali. Ja, tam bila je kriza na začetku drugega polcajta, so prišli na 17-17, je bila minuta odmora, smo se zmenili, kaj gremo in res so tudi mladi fanti pokazali neki karakter, voljo, borbo in smo na koncu vseeno pripeljali tekmo v svojo korist. Ja, pa res tudi naša publika nas je morda pripeljala do tega, ker so res izjemne. No. V sredo Grosuplje, pokalna tekma, zdaj v okrnjeni zasedbi, verjetno tudi priložnost za druge, ki igrajo manj. Ja, definitivno. Mi mislim, da od tega pokala ne moramo nekaj preveč pričakovati. Gremo v tekmo, pa bomo videli, kaj bo. Potem pa naslednji krok, težko gostovanje, Dol Hrastnik. Ja, isto gremo na gostovanje, nemamo nekaj pričakovanj po zmagi, vseeno pa bi nam prav prišla. Bolj so pa pomembne po moje tekme, ki prijajo za tem Hrastnikom. No. Zmaga z 28-23 je Veliko nedeljo popeljala na 8. mesto, ki zagotavlja obstanek v ligi. 4 tekme, 2 zmagi, 2 poraza, 4 točke. Lep izkupiček, ki ga je pokvarila le hujša poškodba Kovačca. Še nekaj statističnih podatkov za ljubitelje le tega. Matošević je zbral 8, Matej Bezjak 1 obrambo.
Borna Sraga je dosegel 7 zadetkov, vse iz igre. Tudi Žiga Borko je dosegel 7 zadetkov, 4-krat je bil uspešen iz 7-metrovke. Udet Kalčec je dodal 5, Majhen 4, Tit Grabovac in Žan Toplak 2, Gabi Škorjanec 1 zadetek. Velika nedelja, Jadran Hrpelje 28-23, polčas 17-13. V 6. krogu v soboto 14. oktobra ob 19. uri veliko nedeljo čaka gostovanje pri ekipi Dolhrastnika. Žal bo ekipa zaigrala v krajni zasedbi, kar ji bistveno zmanjšuje možnosti za nove prepotrebne točke v boju za obstanek v ligi. V športnem parku Mestna Graba je bila odigrana tekma 6. kroga Ptujske Superlige. Ormožani so odlično vstopili v sezono in so pričakovali zmago nad Stojnci. A so žilavi gostje po napeti tekmi domov odnesli cel plen. Nogometaši Ormoža in Stojncev so različno uspešno pričeli sezono 2023-2024 v Ptujski Superligi. Ormožani so kot novinec v ligi najprej nanizali 4 zaporedne zmage in k njim dodali remi proti Bukovcem v gosteh. Na drugi strani so Stojnci, klub z bogato tretjeligaško tradicijo v preteklosti, pričeli sezono z remijem proti Bukovcem in porazom proti Gorišnici. Šele v 3. krogu so varovanci trenerja Mitje Tropa prvič okusili slast zmage proti Markovcem. Sledili sta zmagi proti Grajeni in Apačam. Pred tekmo 6. kroga v Ormožu so gostitelji s 13 točkami zasedali drugo, Stojnci pa z 10 točkami 4. mesto. Trenerja sta tekmo pričela z naslednjima 11-tericama. Pri Ormožu v golu Denis Prapotnik, v polju pa kapetan Teo Prapotnik, Niko Kosec, Stefan Zazič, Luka Ladika, Rok Klah, Blaž Borko, Borut Zorec, Jan Vočanec, Luka Kirič in prvič v sezoni Miha Magdič. Pri Stojncih v golu Nejc Jakomini, v polju pa kapetan Primož Pernek, Vito Popovič, Patrik Petrovič, Kristjan Pintarič, Jan Cesar, Dominik Blažekovič, Marko Kovačec, Patrik Vidovič, Rene Burkovič in Silvo Meznarič. Sodniško nalogo so opravljali Niko Mihelič kot glavni sodnik, pomočnika Aleksander Burjan in Jernej Flajšman. Delegat tekme je bil Branko Žgeč. Omenjena četvorka je imela obilico dela skozi celotno tekmo, ljubitelje nogometa pa se svojimi odločitvami razdelila na dvoje. Prvi so zapreteli Stojnci v 14. minuti, lepo odigrana akcija gostov, v zaključku pa prekršek Murkoviča na mladem domačem vratarju Prapotniku. V 17. minuti so odgovorili Ormožani, vendar je zaključek Magdiča bil slab. Lepa priložnost, iz katere bi se dalo potegniti veliko več, kot le odziv publike na ormoški tribuni, kjer se je zbralo okrog 350 gledalcev. V 22. minuti se je igra razdela na obeh straneh. Lepe poteze obeh ekip so se kar vrstile. Na koncu pa je glavni sodnik Mihelič iz Ptuja moral pokazati prvi od mnogih kartonov na tekmi. Rumeni karton si je prislužil Pernek pri gostih. Domačemu moštvu je največ preglavic povzročal hitri Murkovič in obrambna vrsta Ormoža se je precej namučila, preden je razorožila napadalca Stojnc. V 27. minuti so domači zahtevali prepovedani položaj. Gostje pa izpeljali nevarno akcijo, katero je s strelom zaključil Vidovič. Gol pa z obrambo preprečil domači golman. Sicer lahko prvi polčas tekme opišemo, da so gostitelji imeli terensko premoč, a brez večjih priložnosti. Na drugi strani so se Stojnci gosto postavili v obrambi in pretiri iz protinapadov, katere so s prekrški tudi za rumene kartone morali zaustavljati domači obrambni igralci. Sledil je vroč zaključek prvega polčasa, ki je dvignil tribuno na noge. Ormožani so izvedli kot, do žoge so se dokopali gostje in sledil je hiter protinapad. Strel Vidoviča je zaustavil Prapotnik, žoga pa se je odbila do prostega Meznariča, ki bi potisnil žogo v prazno mrežo, a ga je s hrbta na nepravilen način zaustavil Lah. Sodniška piščalka Miheliča se je hitro oglasila in označila 11-metrovko. Obenem je rdeči karton prejel Lah in domačini so v nadaljevanje tekme krenili z 10 igralci. Vidovič je izvedel najstrožjo kazen, Prapotnik pa se je izkazal z odlično obrambo in preprečil vodstvo nasprotnika. Zgrešen kazenski strel ni zmedel nogometašev Stojnc. V svojem kazenskem prostoru so ukradli žogo Ormožanom, izpeljali hiter protinapad, se izmaknili nedovoljenem položaju in preko Meznariča v 45. minuti zadeli za vodstvo z 1-0.
Gostitelji, ki so zahtevali prepovedan položaj o prejetem zadetku, pa so na koncu ostali še brez predstavnika moštva, ki je moral zaradi rdečega kartona zapustiti ormoško klop. V uvodnih 15 minutah drugega polčasa so bili nevarnejši gostje, ki so odlično izkoriščali igralca več v polju. Zdaj so Stojnci imeli terensko premoč na igrišču, domači pa so se osredotočili na protinapade. Seveda ni šlo brez rumenih kartonov, ki so padali tako na domači kot gostujoči strani. Če ne na samem igrišču, pa ob robu igrišča. V 70. minuti pa so se upravičeno jezili domačini, saj bi sodnik Mihelič po prekršku Kovačca nad Kiričem moral gostujočemu branilcu pokazati drugi rumeni karton in s tem rdečega ter pot v slačilnico. Prvi rumeni karton je nogometaš Kovačec prejel že v 57. minuti. Sledil je prosti strel, ki ga je fantastično z levico izvedel Zazič, žoga pa se je od prečke odbila nazaj v polje. Strel, kakšen centimeter ali dva niže, bi zagotovo rezultiral z izenačenjem. Dokaz, da imamo tudi v ptujski superligi nekaj odličnih izvajalcev prostih udarcev. V finišu dramatične tekme so se varovanci trenerja Marka Velečiča na vse pretege trudili, kljub igralcu manj na igrišču, da izid izenačijo. Ampak enostavno to ni bil dan ormoških nogometašev. Stojnci so se odlično branili in po osvojitvi vsake žoge silovito krenili v protinapad. Iz tega je padel tudi drugi zadetek v 86. minuti. Murković je ušel v prepovedanemu položaju in nesebično asistiral Videviču za drugi zadetek v mreži Prapotnika. S porazom in sodniškimi odločitvami se nikakor niso mogli sprijazniti v domačem taboru in na koncu sta po nepotrebnem porodečela kar Petar Prapotnik in trener Velečič. Tako bo ekipa Ormoža na sosedskem derbiju v Gorišnici zaigrala v zelo zdesetkani postavi. Stojnci so na koncu imeli še eno lepo priložnost za tretji zadetek, vendar je strel Popoviča po pravem slalomu med domačimi branilci za las zgrešil cilj. Na koncu Ormož Stojnci 0:2, polčas 0:1. Zanimiva nogometna predstava v športnem parku Mestna Graba kot že dolgo ne, ki je spomnila na čase, ko so se Ormožani prebijali iz medobčinske nogometne zveze Ptuj v tretjo slovensko nogometno ligo. Prvi poraz je Ormožane ustavil pri pohodu na prvo mesto. Trenutno je ekipa s 13 točkami tretja. Isto število točk na drugem mestu ima ekipa Gorišnice, vodijo pa Bukovci, ki so pri 14 točkah. Stojnci na četrtem mestu imajo isto število točk, 13, kot Gorišnica na drugem in Ormož na tretjem mestu. Obeta se zanimiva nogometna jesen v ptujski superligi, Ormožane pa že v nedeljo 15. oktobra ob 15. uri čaka gostovanje na sosedskem derbiju v Gorišnici. Obeta se rekorden obisk športnega parka v Gorišnici. To bo vse za danes. Zahvaljujemo se vam za pozornost in si, tako kot vsi vi, najbrž želimo še dolgo sončno jesen. Vse dobro vam želimo, pa se vidimo čez teden dni. Srečno!